Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je zaposlenih ali samozaposlenih 34.029 oziroma manj kot petina vseh invalidov v Sloveniji. 13.942 invalidov je bilo avgusta brezposelnih. Da bi spodbujali njihovo zaposlovanje tako v invalidskih, socialnih in običajnih podjetjih, je invalidsko podjetje Medarhiv zagnalo projekt Dobro delo. V okviru projekta bodo vzpostavili spletni portal, prek katerega se bodo lahko invalidi povezali s potencialnimi delodajalci in se jim predstavili na sodoben način, z video predstavitvijo. Invalidom bi nudili neko celostno podporo pri tem zaposlovanju in iskanju delodajalcev na tem spletnem portalu. Tako kot za tiste, ki so že zaposleni, bi jim pač preko tega nudili kot nek job rotation, se pravi izmenjave, da bi lahko menjali dela. Delodajalce bi pa malo bolj osvestili o tem, kako je, če bi zaposlili invalida, kakšne so njihove ugodnosti, kot so kvote, kot so neke subvencije, ki jih dobijo za zaposlovanje invalida. Tako da oboje stransko bi pač nekaj pozitivnega pridobili in premaknili stvari naprej, ker naprimer tele zaposlitvene agencije ne zaposlujejo invalidov. Res je, da pač je težko priti zraven, je težko priti do dela. Po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov je 5476 podjetij, ki imajo več kot 20 zaposlenih, zavezanih za zaposlovanje invalidov. A to svojo obveznost je avgusta letos izpolnjevalo manj kot 60% oziroma 3162 podjetij. Mi ugotavljamo, da delodajalci, pa tudi socialna podjetja imajo premalo znanja in velikokrat že z nekimi predsodki sprejemajo invalide oziroma jih obravnavajo. Mi predlagamo tukaj en drugačen pristop. In sicer, da se vedno najprej usmerimo na pozitivne stvari, na stvari, kjer zaposleni dosega rezultate in se z njim najprej pogovorimo o tem, kje je dober, kje je nad povprečjem, kje lahko doprimore, šele nato se začnemo z njim pogovarjati o zadevah, ki bi jih lahko izboljšal, ki bi jih lahko popravil. Naše priporočilo je, da najprej krepimo kreposti, šele nato slabimo slabosti. Sektor socialne ekonomije predstavlja le dober odstotek slovenskega BDP-ja in zaposluje okoli 13.000 oseb, medtem ko je v državah Evropske unije povprečje 8% BDP-ja. Nadaljnji razvoj socialnega podjetništva najbolj ovira nepovezanost ter pomanjkanje znanj in veščin s področja trženja in prodaje. V Zvezi Sonček zaposlujemo pod posebnimi pogoji 185 uporabnikov, ki niso zaposljivi na prostem trgu dela, pri nas pa izdelujejo voščilnice in pa druge drobne izdelke darilnega programa. Na eni strani se seveda soočamo s tem, kako proizvajati izdelke, ki jih lahko te uporabniki proizvajajo, na drugi strani pa seveda, kako te izdelke, ki jih oni proizvajajo, tudi prodata. Doslej se je projektu Dobro delo pridružilo 7 socialnih in invalidskih podjetij. V prihodnje si želijo še več sodelovanja, saj želijo spodbuditi rast socialne ekonomije in s tem tudi zaposlovanje invalidov.